Blagoslovljene začetek 11. meseca. Vsem nam želim. Prejšnjo nedelo smo bili v cerkvi na Ptuju in o tom vam prinašamo lepe pozdrave. Tom smo bili z enim posebnim razlogom, namreč v molitvi smo prosili Božji blagoslov na življenje našega drugega vnuka Matijo in na drugega pravnuka s priimkom Vore. Na drugega pravnuka s priimkom Vore. Dragi moji, čas ide hitro naprej. In vse, ko je Božja milost. Vse, ko se dogaja v mojem in tvojem življenju, je Božja milost. Žal se nam dogajajo tudi nedobre stvari in to samo iz enega razloga, zavolo toga, ker smo ešte na tom sveti. Ešte smo tu, na tom sveti in Jezus je namreč pravo tako, na sveti imate stiske. Nekaj te imeli tu pa tom, pač pa imate stiske, tako če bi to bila ena stalnica v naših življenjih. Ali to ne konec, še nekaj več Jezus pravi, bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Jana 16:33. Bodite pogumni, poleg vseh stisk, sem svet premagal. In to je, dragi moji, upanje za vse nas. Za vse nas v vsakoj našoj situaciji. Jezus je zmagovalec za mene, za tebe, za vsakoga, štere vere in s popolnim zaupanjem pride k njemu. In to je bilo tudi sporočilo reformacije, štere smo se spominjali pred dneve. In so v tom zaupanju živeli tudi naši predniki. Tudi naši predniki, šteri so več ne na tom sveti, gdje je tjavko stisk, so odišli po svoje večno plačilo. Reformacija je spomin na dogodke, da je sveto pismo prišlo do ljudi.
v njihovom jezike, da je prišlo do ljudi. Ali znate, ko ljudje so te svetek spremenili, te datum ali te spomin so spremenili v nov čarovnic, ko pa je čista šotanska stvar. To ne samo nekši nedužen dogodek, pač pa je to satanistična stvar, prizivanje demonskih sil. Znate, tako so delala tu pogonska plemena v davnini. To ne samo eno nedužno okraševanje, pač pa nevorna demonska stvar. Zato mora Božji človek dobro paziti, ka ne so udeleženi v tom. Čas ide naprej in prav je, ka tu mi idemo naprej. Ka idemo naprej. Ne zato, ka bi bili moderne, ka bi bili v toki toga sodobnega časa, pač pa, ka idemo naprej v našoj osebnoj, vsakodnevnoj reformaciji, spremembe, tako, kot to od nas pričakuje naš stvarnik. V pismi Rimljanov v 12. tale je apoštol Pavel tako zapisal, ako stanemo gor ob štenjej Bože besede, Rimljanom 12. poglavje, 1. in 2. vrstica. Pismo Rimljanom 12, 1 in 2. Tu je Božja beseda tako pravi. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoje telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno ali razumno ali duhovno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu ali temu veku, to mi časi, šterom živimo, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro ali kaj je Božja vola, njemu všečno in popolno. Nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo drago sveto reč, štero so nam tunjal, kot vodilo za naše življenja, ka bi ne izgrešili toga večnoga cilja, ka bi ne izgrešili nebeškega kraljestva v Tvojoj prisotnosti. Pomagaj nam razumeti Tvojo sveto reč in jo tu živeti v vsakom dnevi, na vsakom koraki našega življenja. Blagoslovi moje brate, moje sestre, blagoslovi vsakoga, šteri posluša Tvojo besedo in daj, ka bi se ravnali po njej vsikdar in vse posede. Naj bo Tvoje ime proslavljeno od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Leko zavzemete nazaj svoje mesto. V tom tekstu imamo zapisane kar nekaj stvari, nekaj resnic, štera nagovarjajo naša življenja, gočijo v naša življenja, gočijo v naš vsak dan. V pismi Rimljanom od samega začetka Pavel predstavlja Božje usmiljenje, predstavlja Božjo milost na različnih nivojih človekovega življenja. Bar do te štele pismo Rimljanom te to opozili, na kakšen način Pavel predstavlja Boga kot Boga usmiljenja. In zdaj tu na začetku 12. poglavja Pavel, tako če bi vse to, ko je do zdaj govoril, povzema in pravi, zato, ko je Bog tako usmiljen, kot sem ga prlej opisal v celom tom pismu, šterega sem vam poslal za volo toga, ko je Bog tako usmiljen, zato vi v vaše življenje nekaj ukrenite, nekaj včinite in ne samo, ko nekaj ukrenete, pač pa vas iz celega srca prosim, rotim vas, spodbujam vas, nekaj napravi v in svojim življenjem. To, kot če bi pravil, to je nujno za volo toga, ka ovak ne more priti do toga, ko Bog želi za tebe osebno. Če ti nekaj ne ukreneš v svojem življenju, glede te milosti, štero Bog ponuja, ne moreš priti v to, ko Bog pričakuje
od tebe. In ne želim, ka mi vsi spoznamo, ka mi vsi dojamemo, ka razumemo in se odločimo za spremembe v naše življenje, kako to Bog želi. Ne to, kako je pravim, ali kako eden ali drugi pravi, pač pa kako to Bog želi, kako nam to njegova beseda sporoča. Apoštol Pavel, da je še bil Savel, je na enoj svojoj poti doživel to spremembo, doživel je reformacijo svojega dotedanjega življenja. In iz preganjalca Jezuša je ko grato? Je grato eden vneti njegov zagovornik in oznanjevalec. To je ta sprememba, katero želi Bog za vsakoga človeka, ki pride do toga, ko je Božja volja. Jasno njim je bilo povedano, genje mi pokaže, skozi kojda se je mogel iti, za voljo toga, kam je izbrana, izvoljena posoda. In dragi prisoten, ti si izvoljena posoda od Gospoda. Ti si izvoljeni od njega. Če ne bi dnes ne bil tu, bi bil na drugom mestu. Ali Sveti Duh te je spodbudil, ko prideš se na to mesto in čuješ najboljše sporočilo za tvoje življenje. Pavel je v činu, v njegovem življenju se je zgodilo točno to, ko tu v tom tekstu piše. 3 stvari, které Pavel tu omenja, so potrebne tu za moje in za tvoje življenje. So potrebne za našo duhovno napredovanje in za zdravo krščansko rast. Kot prvo, darujte svoje telesa v živo žrtev. V živo žrtev. Drugo, nikar se ne prilagajajte temu svetu. In treće, ko Pavel tu pravi, ko je nujno za naše življenje, ko znamo, kaj hoče Bog. Znači, ko je Božja volja. 3 področja življenja, štera so aktualna za vsakoga Božjega otroka. Štera so nujna. Štera so nujna, ko od njih dobro razmislimo vsaki dan znova. Kot prvo, pogledamo, darujte svoje telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. Pavel tu uči v našem življenju kot darovanoj žrtve. Židovke so znale. Židovstvu je bilo znano, ko to pomeni nekaj darovati, nekaj žrtvovati. Potrebno se je bilo nečesa popolno odpovedati, ka bi zadovoljili nekši zakon ali nekši predpis. In to je gled tu opisano, kako naj v našem življenju zadovoljimo Božje pričakovanje. Ne nekši predpis, pač pa Božje pričakovanje, popolnoma predate sebe njeme. Zavipanje, ka on ima najboljši načrt za tvoje osebno življenje. Zato je potrebna ena gorečnost, ka bi Boga iskreno in resnično spoštovali na vseh področjih življenja. Iz hvaležnosti Bogu za njegovo usmiljenje in odrešenje moramo biti popolnoma predani ljubezni do njega, živeti po njegovih merilih. Ne po tom, ko si mi predstavljamo, pač pa po njegovih merilih, štere imamo zapisane v Božoj besedi in služiti njegovim namenom v naših življenjih. Najprej, naš cilj bi mogel biti, ka predvsem, ko delamo, pokažemo Božjo svetost skozi naša življenje. To bi mogel biti naš cilj, pokazati Božjo svetost. Božjo svetost, ali znate, to zahteva ločitev. To zahteva našo ločitev od vzorcev toga sveta, od običajev toga sveta.
kaj bi se leko prizadevali te za eden globši odnos z njim. Če smo malo tu, malo tam, te ne moremo imeti enoga poglobljenega odnosa z njim. To pa je pogoj, kaj leko živimo eno sveto njeme ta dano življenje. Znate, da razmišljamo o njegovoj žrtvi za nas in te darujemo sebe, kot živo žrtev. Kot živo žrtev je to dobro, je to pravilno, je to Bogu prijetno dejanje čaščenja njega. Dole svoje telo moramo darovati Bogu kot mrtvo za greh in živo za njega, kot tempelj Svetega Duha, kot mesto, kjer sam Bog prebiva. Mrtvo za greh in živo za njega. To želi Bog od svojih otrok. In zavedati se moramo, kaj je pravo čaščenje njega naše vsakodnevno življenje. Naše vsakodnevno življenje. Ne samo, da smo tu, pač pa naše vsakodnevno življenje. Da smo zbrani na bogoslužje in tom častimo, slavimo Boga, je to najnujno ena živa žrtev. Zavoljo toga, kad tam smo te vkuper s tistimi, štiri smo prišli za to vse, kad slavimo Boga. Znate, grupa ali skupina potegne za sjav. Kad smo mi tu del toga. Okoliščine nas potegne za sjav. Čaščenje Boga postane grata prava žrtev te, do njega prenesemo iz cerkve, iz cerkvene zgradbe v naše vsakodnevno življenje. Pavel je zapisal, kaj ima to te pravi smisel, pravi to je vaše smiselno bogoslužje. Na tej način pravilno služimo Bogu. Ja, dragi moji, to je milost. To je milost, kad smo to spoznali, kad smo to doživeli, kad to ima smisel v Božjih očaj. To, ko ga vsakodnevno živim. Ne, ko si ga predstavljam, pač pa to, ko on želi. Ko je njegova vola za moje in tvoje življenje. In znate, Bog tu vključuje naše sposobnosti, naše talente, vključuje naše znanje, našo moč, vključuje celoga človeka. Zato vse, ko je v našem življenju, ko je v tvojem življenju, položi vsakodnevno njeme na oltar. Naj on s tem upravlja, naj on to vodi, naj on to uravnava, tako kot je njegova vola. Prva stvar na poti posvečenja je torej predaja sebe njeme. Popolnoma, brez vsakih zadržkov. In te drugo, za ko se moramo vsakodnevno truditi, ko moramo vsakodnevno žrtvovati, je nikar se ne prilagajajte temu svetu. Zakaj je to važno? Zakaj je to važno? Pavel tu izpostavlja več stvari. In pravi tako, na vseh področjih našega življenja obstaja eden pritisk. Obstaja pričakovanje, da bi se naj tu mi prilagodili vzorcem toga sveta, vzorcem življenja toga sveta. Božja deca moramo biti odločni. Kad se proti postavimo tome, kad se proti postavimo skušavanje, kad bi sprijali te vzorce za svoje, kad bi sprijali vzorce toga sveta, kad bi posnemali načine razmišljanja in pa delovanja toga sveta, mi moramo biti močni in se proti postaviti vsemi tome.
no čarovnic, okraševanja, obeleževanja toga, pa tudi druge vzorce toga sveta, kad tako povem. Dragi moji, odloči se tome povedati ne. V molče, štero ti da Bog. Sam to ne boš mogel. Sam se ne boš mogel odločiti, kad poveš tudi določenim drugim stvarem, alkohole ali pa bilo kome drugome, kad poveš ne, ali Bog da ti dal moč. Če se popolnoma predaš njeme, če popolnoma zavipaš njeme. In zakaj je to potrebno? Zavolo toga, kaj je te svet pokvarjene. To je Peter pravo že svoju prvoj predigi v apoštolske dela i drugom tale 40 veršoš pravi tok, da noj se rešimo iz tega pokvarjenega roda, šter je pod šotanovo vladavino. Tok piše povjo v drugom Korintu 4. tale. In še, te svet je sovražen do Boga. Se zavedaš toga? Kaj je te svet sovražen do Boga. Jakob je to zelo jasno zapisal v 4. tale, 4. veršu, še gi pravi, tok prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik. Si to želimo? Ne. Ne ćemo biti Božji sovražniki, gelte? Zato je tako važno upoštevati to, ko nam svetuje Božja sveta reč. Ne se prilagajati tome, ko pravi tej svet, ali ko ponuja tej svet. Jezus je Pilati na zaslišanje jasno pravo, kaj Jezusovo kraljestvo ne od toga sveta. In to je še dodaten razlog, kaj se noj ne prilagajamo tome sveti. Naša življenja morajo izražati to božansko drugačnost. Morajo izražati to nasprotje tome sveti. Morajo izražati to božansko drugačnost in to do te druge upozele. Ste že doživeli to, kad so vas pitali, pa zakaj ti ne to ali zakaj ti ne ovo? Ja. To je ta božanska drugačnost, katero pričakuje od svoje besede. Da gledamo v Božjo reč, da se orientiramo po njej, da razmišljamo o tom, ko unaprave, ti se naš naša notranjost se te preobraža, se obnavlja v to, ko je Božja vola za človeka. Da se poglabljamo v Božjo besedo, da to prenašamo v svoje življenje. In znate, Božja vola za človeka je čista, nika drugoga, kak pa to, ko nudi ete svet. Zato nikar se ne prilagajate temu svetu, ampak se preobražajte z obnovo svojega uma. Zakaj? Zakaj je to potrebno? In to je tretja stvar, što apoštol povjel, tu piše, in to je, kad bi vedeli, kad bi znali, kaj hoče Bog. Kad bi znali, ko će Bog, ko pričakuje od tvojega življenja. In dragi moji, zavolo toga je tako nujno, kad se ne prilagajamo tome svete. Človek kumaj z prenovljenim svojim umom, spremenjenim življenjem, zavolo toga poglobljenega odnosa z Bogom, leko spoznava Božjo volo. Doživeš v tom svete, doživeš po načine toga sveta, ne veš, ko je Božja vola za tebe. Ali zato je to važno, kad imamo te pristen odnos z Bogom, da poznaš Boga kot osebnega prijatelja, kot osebnega odrešenika, kot osebnega vodnika, kumaj ti leko prepoznaš Božjo voljo in njej popolnoma slediš.
toliko On ima pripravljeno za tvoje življenje. Te komaj spoznaš, ko so prioritete njegove. Da z nekakim vkuper živiš 1 leto, 2 leta, 35 let, 36 let, te komaj spoznavaš to, ko je v človeku, ko je v tistem življenju. Te komaj spoznavaš način razmišljanja in delovanja tvojega življenjskega sopotnika. Ja, mož in žena se spoznavata celo življenje. Ne samo prvi dan, prvi keden, prvi mesec, da je tista zaljubljenost, te so oči slepe. Ale zaljubljenost mora preiti v eno iskreno ljubezen. Ti spoznaš to, ko je Božja vola. Da tista prva zaljubljenost pride v iskreno ljubezen do Boga, zavolo toga, ko On je, zavolo toga, ko On je včino za tebe osebno. In ti spoznavaš, ko je njegova vola za tvoje življenje. In dragi moji, zavolo toga je tako važno to, ko tu Pavel piše. Preobražajte se z obnovo svojega uma tako, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Ja, vse to želi in ima pripravljeno za tebe, za tvoje osebno življenje. Vse to, kaj je dobro, kaj je njemu všečno in kaj je popolno. Na nas je, na mene, na tebe. Kaj njeme vsakodnevno dovolimo, kaj se to leko zgodi, dogaja v naših življenjih. Znate, če ne dovolimo njeme, on ne da nikam mogo napraviti. Zato, kaj nam je dal svobodno volal. Vsaki se sam odloča, ali vsaki tu nosi svoje posledice. Če se jaz z mojo ženo ne strinjam, če se ne zgočiva, ne mreva določene stvari napraviti. In isto je to v odnose do Boga. Če se ga ne strinjam z njim, on ne da mogo svoje vole udejaniti v mojem, tvojem življenju. Zato je to važno. To važen te oseben odnos z njim, dragi moji. Ja vam nika novoga ne učim. Nika novoga vam ne učim. Ja znam, kad sve to znate. Kad sve ste to prešteli, samo na sve spominam na to, ko mi že znamo, pa vseeno, dragi moji, do spremembe, do reformacije v naši življenjaj ne da prišlo samo po sebe. Potrebno je stopiti, potrebno se je odločiti, stopiti iz življenja stiske v življenje zmage z odrešenikom Jezusom Kristusom. Stopiti iz sveta, se darovati popolnoma Bogu, ko vsebuje tu neprilagajanje načinu življenja toga sveta in spoznavanje Božje vole za svoje osebno življenje in pa te izpolnjavanje njegove vole v mojem življenju. Tako, edino na taj način na stiske, štere imamo na tom svete, več ne do stiskavale. Ne do nas več stiskavale, pač pa bomo resnično živeli eno zmagovito življenje v njeme. Sami to ne mremo, sami to ne zmoremo. Z njim, z njegov močev, z močev Svetega Duha, pa boš in bomo zmogli. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, sestre, darujte svoje telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno ali razumno ali duhovno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu ali temu veku ali času, s katerim živimo, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog,
kaj je dobro, ali koja je Božja vola, kaj je dobro, kaj je njemu všečno in popolno. Že živiš tako, njemu všečno in v njegovoj popolnosti. Že znaš, že delaš njegovo voljo v svojem življenju. Si se že odpovedal sveta in njegovim vplivom na tvoje življenje, na tvoje obnašanje, na tvoje gučanje, na tvoje delovanje. Si se že predal njeme, si že položil svoje celo življenje njeme na oltar. Če še ne, zdaj je čas, zdaj je še čas. Dnes je še čas, zdaj je še priložnost. Ne veš, če da se jutro ponovilo. Ne veš. In če želiš obnoviti ali na novo vzpostaviti odnos z odrešenikom, zdaj je pravi čas. Daj mi znak in bomo se molili za tebe. Amen. Če vidiš, kaj nucaš spremembo v svojem življenju, zdaj je čas. Ko mi daš znak, zdigneš roko in bomo se molili za tebe. Amen, amen, amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za vsakoga prisotnoga, štere posluša tvojo drago svetu reč. Za vsako življenje, v komkoli se nahaja ali s kimkoli se sooča. Ti si milostiven Bog. Dnes je še čas in hvala je tebe, kad nam davaš čas odločitve in pomore mene, pomore nam, pomore vsakome, štere se odloča na novo spostaviti svoj odnos s tjov. In daj moči, Gospod dragi, kad se podredimo tebi, kad svoja življenja popolnoma predamo tebi, kad se ne prilagajamo tome sveti, kad iščemo to, ko je tvoja vola za naše življenje. Gospod dragi, pomagaj nam razumeti tvojo voljo, pomagaj nam jo sprejeti in pomagaj nam jo živeti na vsakom koraku naših življenj. Te prosim tudi za tiste, štere so v potrebaj, v nevolaj, v betegi, v nemočnosti. Tudi njih prinašamo vsakodnevno pred tebe, pred tvoj prestol milosti, z enim zavipanjem, Gospod dragi, kad ti imaš vse pod nadzorom. Mi ne razumemo dosta stvari, ali hvala je tebi, Gospod dragi, kad razumemo to, kot tvoja sveta reč prave. Pomori nam, kad jo živimo na vsakom koraku našega življenja. Amen. Amen.